Govori se, da bo leta 2010 ustanovljen regijski park na Pohorju. Zdaj, kako je to v nasprotju z smuk progo v Ruše, z panoramsko cesto Areh-Rogla, ki bi jo naj tudi zdaj pod okriljem univerzijade naredili, kako je to v nasprotju z drugo poseko, z velikim P, ki je predvidena, pa ne vem, z 4 ali 6 železničev iz Arene gor, za razširitvijo vseh teh prog, ki so tukaj od Čopke do Jona Tanke, ki jo seveda treba še povezati in tako dalje in tako naprej. Kako je to v konfliktu s tem, je čist jasno. Regijski park pomeni nobene panoramske ceste, nobenega poseka v smislu nekega smučišča in tako dalje in tako naprej. Zakaj to govorim? Zato, ker je to že čisto jasno. Sedaj, Natura 2000 je projekt Komisije Evropske unije. In ta projekt je zelo pomemben projekt in komisija, ker je to projekt za biološko raznovrstnost, ki, kot vemo, je en od osnovnih postulatov okoljevarstvene politike Evropske unije. Ta Natura 2000 pravzaprav obsega oziroma pokriva dobršen del Pohorja, predvsem pravzaprav celoten najlepši del. In z smuk progo v Ruše je prišlo do konflikta med Evropsko komisijo in državo Slovenijo. In ta konflikt se trenutno rešuje tako, da je lani junija Komisija Evropske unije dala prvo opozorilo državi Sloveniji v smislu, da naj utemelji, zakaj to območje, ki je predvideno za smuk progo z Žigartovega vrha v Ruše, ni uvrščeno v Naturo 2000. Jaz sem se pogovarjal z strokovnjaki druge strani, se pravi ne smučarski lobi je bil tam, ki je povedal naravnost. Strokovnih argumentov ni, kar pomeni, da bo to prej ali slej zaprto, da bo ta jezik v Naturo 2000 iz Ruš gor zaprt. Za en del se je to že zgodilo, je bil pred kratkim razglašen za zaščito po ptičji direktivi. Vir za to je naravovarstveni atlas Agencije Republike Slovenije za okolje. In v tem smislu ni to več problem ta smuk proga, ne vem, nekih kljubcev, ki se v prostem času iz gneva napajajo in se upirajo nekim takšnim zadevam, čeprav ni res to čisto. Ampak je to zdaj že noter sam vrh Evropske unije. Tu bi pa rekel vsem, ki mislijo ali upajo, da je Bruselj podoben Beogradu. Ne. Jaz sem nekaj poskušal, nekaj sem se pozanimal. Bruselj ni Beograd, to si zapomnimo vsi. Bruselj ni Beograd. Namreč, ko oni enkrat sprožijo svoj stroj za delanje reda, bom kar rekel po nemško, Ordnung und Disziplin je bilo tisto, kar se v zadnjih teh krajih slišalo. In je bila res red in disciplina takrat, predvsem v tem mestu, ki je bilo anektirano k Tretjemu rajhu. V tem smislu Bruselj pride delati red. Red, kot ga pozna Zahodna Evropa. Sporočilo je jasno, Evropske unije, ne moje. In jaz se kot davkoplačevalec bojim, da bom jaz to plačal, to smuk progo v Ruše. In to z tistim denarjem, ki ga res krvavo zaslužim in tako dalje in tako naprej. Mislim, ne me tako jeziti, ne mi takšen gnev povzročati, prosim lepo smučarski lobi, da bom jaz videl, kak mi denar tja odteka. V Mariboru je samo eno drsališče, ki ga komaj vzdržujemo. In zdaj bi ne dobili še 3 ali 4 zraven, pa še za curling oziroma kegljanje na ledu, ni odjemalca teh storitev. Se pravi, ni ljudi, ki bi se hodili drsati tako masovno na razna drsališča to vrstno, sploh pa na hitrost. Moram čisto preprosto povedati, da bodo prej slej računi na mizi. Upam, da pravočasno, da bo naslednja mestna oblast, predvsem pa naslednja državna oblast, mislim na parlament, volitve bodo v jeseni, lahko to prireditev pošteno ocenila tveganje in jo mogoče celo odpovedala. Biatlonska proga je tudi en projekt od projektov, ki se zareže v samo srce gozda. Videli so, da to ne gre tu na Arehu očitno. Drugače si ne razlagam, zakaj so tega vstopili. Namreč po najnovejših informacijah
bi naj bila biatlon proga na Rogli. Tam pa bo zopet trg Natura 2000, direktiva o ptičih, direktiva o habitatih, Evropska komisija. Ne vem, jaz mislim, takrat udobno v naslanjaču sedel in bral časopis, kaj se dogaja, oziroma sporočila vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstv. Se pravi, te 4, smuk proga, Veruše je boleča zadeva, skakalnici oziroma skakalnice zelo. Biatlon proga, kot smo rekli, ne, rešitev za slednjo je na Pokljuki. Čudovita, homologirana, slabo vzdrževana, in pa jaz se celo obeta, da jo bodo odpisali. Jaz se v tem smislu rekel, do Pokljuke ni niti 2 uri. Smuk, ko smo slišali, Veruše ni potreben, to je rekel sam direktor športnega centra Pohorje. Torej, skakalnici, kot smo povedali, leta 2010 bo skakalni center v Planici, mislim, da bo to en najlepših daleč okoli. Čudovita reklama za študente, za te športnike, ki bodo prišli, kar pa jaz vidim zelo pozitivno, da pridejo mladi ljudje na neko takšno tekmovanje, ne? Čeprav sem mogoče grobo rekel, da je 3. oziroma 4. razredno, to je res. Ampak v primerjavi z temi globaliziranimi, profesionalnimi prireditvami, kot je svetovno prvenstvo v smučanju, olimpijada, tista ta prava, ne? In tako dalje in tako naprej, to je res. Ampak po drugi strani je pa to prvovrstno tekmovanje. Če ga gledaš z stališča, da pride mlad človek, študent, ki niti ne obvlada tega športa, ne? Eni plužijo po veleslalomski progi, boste videli, kar je samo znak volje in, bi rekel, in entuzijazma, in jaz to zelo pozdravljam. V tem smislu vidim pa pozitivno zadevo v univerzijadi, ne? Tako da, ali smo mi proti ali ne, je tu za en odgovor, mi smo za, da pridejo mladi, da pridejo študenti, da pridejo sem, vam povem, forum jih bo z veseljem sprejel. Tako da v tem smislu jaz vidim zelo pozitivno zadevo, ne? Znanje je sveta vladar, ne denar, to si treba zapomniti. Denarja je preveč, ne da se ga pravzaprav več plasirati. Dobite ga, če imate vsaj nekaj pametnega, to dokazuje športni center Pohorje, vsaj nekaj malega dobite denar, oziroma finančna sredstva. Znanja nikoli, sicer lahko ga kupite, ampak je zelo, zelo drago. In tu je edino eno sporočilo, na znanju gradite vse drugo, je tudi na spisku, ampak po dolgem odmoru. No in tukaj moram res sporočilo, bi rekel, namreč univerzi, zakaj smo jo zdaj omenila. Zgodila se ena sramota, ne? Ob prvi kandidaturi za zimsko univerzijado je Univerza v Mariboru podelila častni doktorat gospodu Kilijanu, predsedniku organizacije FISO, organizatorji te prireditve. In to je bilo tako puhlo, prozorno dejanje, da je bolelo kogarkoli, ki je kadarkoli porabo več kot 5 minut s to univerzo. In verjamem, da večini Mariborčanov to bilo zelo, zelo neprijetno. In zanimivo tudi, ko sam gospod Kilijan, to je podatek sicer star 2 meseca, na svoji spletni strani na FIS-u ni niti s črko omenil, da ima častni doktorat te naše, pravzaprav drage univerze. Drage, več pomenih seveda.